Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Ciril Globočnik, župan občine Radovljica, volivci so vam ponovno namenili na lokalnih volitvah ponovno še en mandat. Ste veseli tega rezultata? Ja, kdo ne bi bil vesel, to je 4. mandat in res iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste glasovali zame in pa tudi za listo Cirila Globočnika, tako da obljubljam, da bo tako s takšno vnemo, kot je bilo zdaj v teh 3 mandatih. In kakšen program ste si zastavili za vsa 4 leta naprej? Ja, predvsem je bilo izhodišče zdaj pri tej situaciji energetika, to se pravi postavitev čim več fotovoltaičnih elektrarn. Potem pa jasno, projekti so že zastavljeni. Mi imamo zdaj milijonske projekte zastavljene, torej če govorim samo vrtec Radovljica, infrastruktura Kamna Gorica, zaključek bazena v Radovljici in te zneski so visoki. Seveda bo pa potem v nadaljevanju ogromno projektiranje, kajti moramo imeti pripravljene projekte predvsem za to finančno perspektivo. In če nimamo projektov z gradbenimi dovoljenji, potem ni možnosti nastopanja za pridobitev nepovratnih sredstev. Ali menite, da se bo gradnja oziroma investicije zaradi dražjih energentov ustavile ali pa saj upočasnile? Ustavile se ne bojo, vendar jaz lahko samo povem za našo občino, da bo verjetno skoraj 2 milijona manj investicij na letnem nivoju, kajti niso samo energetski stroški, so tudi stroški dela. Mi imamo ogromno plač, torej po zavodih, vrtcih in tako naprej. Tako da, ja, manj se bo investiralo, ampak jaz sem še vseeno optimist. In seveda nahajava se v bližini plavalnega bazena, kjer poteka rekonstrukcija. Lahko nekaj besed, kako daleč je sedaj ta bazen? No, jaz lahko rečem, da sem izredno zadovoljen z izvajalcem, kajti do konca tega leta bo v glavnem bojo dela narejena. Seveda pogodbo imamo do sredine 2023, ampak tudi njim se mudi, kajti imajo ogromno pogodb sklenjenih in želijo čim prej zaključiti ta projekt. Za nas je pa tudi pomembno, da se potem ta aktivnost, torej opismenjevanja in pa rehabilitacije po poškodbah za celo Gorenjsko začne odvijati čim prej. Iskrene čestitke na ponovni mandat in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.